knjižnica se mi zdi pač tisto osnovna infrastruktura vsakega mesta. Še posebej pa se mi zdi pomembno v današnjih okoliščinah, ko smo neke vrste v leto pa pol že v stanju nekega družbenega zastoja, v neke stanju velike atomizacije, nekega družbenega tkiva, ko je družbeno tkivo poškodovano, ker se dolgo nismo družili, ker so ta javna srečališča nekako zamrznjena, bila predolgo časa. In iz tega vidika se mi zdi Maribor še posebej ranljiv, ker Maribor ima nenehne pravzaprav težave in preizpraševanja v zvezi s svojo identiteto in takšna mesta, kot so knjižnica, so pravzaprav nujni punkti, nujne točke, kjer se ta vprašanja identitete nenehno preizprašujejo. In nedolgo tega je usahnil Salon uporabnih umetnosti, ki je tudi bil eno tako mesto, pomembno za pravzaprav gojenje tega družbenega tkiva, negovanje družbenega tkiva, ne? In nikakor si meščani ne bi smeli dovoliti, da bi izgubili še eno, še veliko pomembnejše pravzaprav tako mesto, ki ga predstavlja knjižnica, ne? Tretja stvar pa je, da smo na prehodu v digitalizacijo, ki je podobno kot recimo medijski prostor zamajala tudi prostor knjižne produkcije, ne? In čeprav sem sama še nedolgo tega trdila, da ne bom nikoli vzela v roke bralnika, sem storila prav to in proti vsem svojim pričakovanjem postala navdušenka nad bralnikom, kar pomeni, da bodo tiste generacije, ki pa so formirane v nekem digitalnem okolju, to storile še toliko lažje in toliko z večjim veseljem. Zato se mi zdi, da smo mi analogno formirani ljudje nekako dolžni toliko bolj prenesti to vednost o pomenu knjižnice, o pomenu teh javnih srečališč, izmenjav mnenj, dialoga, kot pravzaprav tistih temeljnih gradnikov miru, civiliziranega obnašanja, ki nam seveda v času velike politične polarizacije v današnjem času primanjkuje.